kot je že bilo poudarjeno, letošnja kampanja je mirna, kar je super. Je glede na primerjavo z ostalimi mestnimi občinami, smo lahko zdaj ponosni na neko povezanost kandidatov. In tako je vprašanje, s kom od sokandidatov bi lahko v primeru izvolitve najbolje in najbolj tesno sodelovali, oziroma katerega izmed kandidatov bi želeli videti na mestu župana, če ne zmagate na volitvah, pa se izognemo odgovoru o zmago. Če ne zmagate, kako? Začnemo pri dami. Spet jaz. Torej, jaz sem do zdaj z nekaterimi, ki tukaj sedijo, seveda nisem imela možnosti sodelovati do zdaj. Potem, s kom pa sem sodelovala, pa moram reči, da sem najbolj korektno sodelovala z Rajkom. Mi z Rajkom smo se vsašli pošalila, da imam jaz ali en S premalo ali pa on en S preveč v svoji strankarski kratici. Mislim, da smo zelo dobro sodelovala in če ne bi mogla okrožiti sama sebe na volitvah, bi najverjetneje okrožila njega. Rajko, odziv. Zapazi, kaj boš rekel. Z eno vse vam rečem flek, pa smo končali. Torej, jaz moram reči, da sem z marsikom od tukaj že sodeloval in moram reči, da nobene zamere do nikoga. Mogoče kdaj je bilo pri kom kakšen grenki priokus, ampak v življenju so sponi in paci in torej vedno treba iskati kompromise in iz danega, kar se pač zgodi, potem tisto najboljše. Zdaj, težko bi zdaj rekel, torej, koga bi videl na tem mestu, ker vedno tehtaš med izkušnjami, med mladostno zagnanostjo in ne vem, mogoče sem z prvim rekel, pa naj se enkrat zgodi ženska. Hvala lepa. Poskušajmo zdaj biti v 30 sekundah gotovi, ker je vprašanje dost kratko in koncizno. Kaj po vrsti gremo? Dejan, je doj. Ja, dejansko, jaz sem, kot sem že povedal, novinec na te področje, politično nedolžen. In dejansko, kar se tiče kompetenc, verjamem, da nima nekih problemov, konec koncev za komerkoli od županskih kandidatov. Jaz verjamem, da bi na nek način, koliko bi nas poslušali, tako zdaj pravimo, da bomo, en drugega, bi lahko bi pač ta, ne. Zdaj, konkretna oseba pa... Moram da se odločiti. Moram se odločiti, če se moram odločiti. Vse konec koncev je zadeva tudi vodljiva, ne. Pa zakaj ne bi bilo Nuško, res, ne? Hvala. Andrej, izvolite. Jaz sem sicer optimist, ampak če ne bomo zmagali, pa tudi obljubljam, da bomo za dobro Ptuja sodelovali s prav vsakim in tukaj nimamo nobenih težav z nikomer in to res naša zaveza. Če pa koga trenutno, pa bi mogoče, če nas ne bi bilo na volilnem listeku, pa bi mogoče glede na to, da smo oba z področja športa, pa bi mogoče Dejane dal glas. Pa mogoče zato, ker poleg mene sedi. Hvala. Hvala. Moramo biti eden drugemu res, ampak ja, ne izključujem nobenega, to je zdaj res najbolj težko vprašanje. Kakorkoli sem že po naravi takšen in tudi z izkušnjami leta nazaj smo znali z vsakim sodelovati. Mislim, da kar 2 mandata z... Vprašanje je ne s kom ne bi, ampak s kom bi. Nisem želel reči s kom ne bi, niti slučajno, ampak dobro, če bomo malo džentlmenski, jaz bi rekel, če je na Ptuju se zna zgoditi kak preobrat, pa če malo mojo ženo poslušam, potem je to Nuška. Hvala lepa. Lepo ženo pozdravi. Hvala. Da se rekala. Zelo zanimivo vprašanje. Mora se odločiti. Mora se bo odločil tako lokalpatriotsko. Janez, ti si moj sosed. Če jaz ne bi kandidiral, jaz bi dal moj glas tebi. Hvala. Robert. V kampanji smo se lotili v najboljši veri za najboljši rezultat. Kako bomo videli,
Zdaj pa glede na vprašanje, pa glede na to, kar sem zdaj spoznal v tej kampanji med nami, bi bilo najboljše, da zmaga Majnik, ker on nima programa in bo nas vse ne bilo rado. Vsi mi bomo naše programe najlažje uresničili, če bo Majnik zmagovalec in župan tega mesta. Jaz sem star pa nedolžen, on je mlad pa nedolžen politik. Jaz pa gledam na nas vse. Mi smo Dream Team, jaz pravim, boljši smo od ljubljanskih kandidatov mariborskih. Vi pa morate zbrati kapetana, vi zelo odločite zdaj, kdo je med nami najboljši. Zdaj, ko me pa vprašate, koga bi od vas izbral, nobenega. Jaz bi bral samo sebe, zato kandidiram. Ne zaradi vas, zaradi sebe in ne vam se odločiti. Naše vprašanje je... Majnik v življenju ni bil, se nič zdržal. Zdaj malo zopet odidem nekam drugam. In res mislim, jaz od vas nobenega ne izberem na teh volitvah sebe in sebe bom okrožil. Če ti ne bi zmagal, recimo. Pa Majnik bo zmagal. Če ne bi kandidiral, pa Majnik bo zmagal. Majnik še... Pa če ne bi kandidiral, koga bi zmagal? Zopet Majnika. Na mene ne bote prepričal, jaz na nek način prepričam. Zmagal, jaz bom osebno zelo razočaran. Verjetno bom res razočaran, pa ni prvič, pa ne zadnjič, če me zastopite. Dobro. Hvala. Pa nič hudega, če bom razočaran. Ja, dobro, če bo tako veselo in srečno in zadovoljno voditi to občino, naprej bom jaz zelo srečen. Ampak vem, da je to preveč resen posel, zato se z takimi zgodbami ni zaigrati. In se torej strinjam, da ja, da je v politiki potrebno imeti tako, kot če hočeš biti dober zidar, dober kovač, dober pek, ne vem, dober inženir, moraš imeti toliko in toliko let neke kilometrine, nekih znanj in nekih kompetenc. Seveda je treba mlade zraven spustiti, ampak morajo se pridno učiti, da lahko postanejo dobri mojstri. Zato v primeru, če ne bi bil izvoljen za župana in bi med vami zbiral kolega, s katerim delam že 16 ali več let, to je kolega Rajko Fajt. Hvala lepa.